Lepo pozdravljeni v ambientih. V današnji oddaji vam bomo predstavili zanimiv vrtni paviljon na Gorenjskem, ogledali si bomo prostorno podstrešno stanovanje in izvedeli, kako je cela družina sodelovala pri prenovi dnevne sobe. Arhitekti imajo najraje velikopotezne investitorje. Tokratni investitor je svoj majhen hišni fitnes nadgradil kar v vrtnem paviljonu na sosednji parceli. Lastniku na Gorenjskem se je ponudila priložnost nakupa sosednje parcele skupaj s hišo v tretji gradbeni fazi. Lotil se je ne ravno vsakdanjega načrta. Arhitekti imamo pravzaprav najraje velikopotezne investitorje in pri tem projektu sem jaz imela res proste roke, lahko rečem. Njegova edina zahteva oziroma želja je bila, da uredimo v tem objektu nek precej velik prostoren fitnes. Ker je bil obstoječi objekt na parceli že podkleten, sem se odločila, da klet uporabimo kot fitnes, vse ostalo do prve plošče pa porušimo. Na obstoječo ploščo sem sklenila postaviti manjši lesen paviljon, od koder bi lahko dostopali v kletne prostore. Z velikimi zasteklenimi površinami na zahodni, vzhodni in južni strani objekta sem želela v notranjost paviljona čim bolj privabiti zeleno okolico, s tem, da človek uživa v pogledu na naravo. Velik del terena okoli paviljona smo nasuli, tako da je severni del nekoliko višje in ločuje paviljon pred pogledi sosedov. Na zahodu pa smo ustvarili ravnino, ki nivojsko spaja paviljon z glavno hišo in nekako ga ločuje od poti spodaj. Na južni strani smo teren dvignili z betonskimi koriti, obloženimi s kamnom, ki se postopoma spuščajo. Vidim, da se držite kar nekako naravnih materialov, les, kamen, ste nekako uspeli spojiti ta dva materijala v neko celoto. V bistvu v svojih projektih zelo rada uporabljam naravne materijale, kot sta les in kamen. In ker se ta paviljon pač nahaja na Gorenjskem in je les avtohtoni material, te pokrajine sem za konstrukcijo uporabila leseno panelno gradnjo z lesenim ostrešjem in s fasado obloženo z lesenimi smrekovimi deskami. S takšno izbiro sem želela poudariti podrejenost glavni hiši, obenem pa narediti izgled paviljona topel in prijeten. Izdelavo sem zaupala podjetju za gradnjo lesenih montažnih hiš Richter iz Ljubnega pri Savinji. Paviljon je bil izdelan po mojih načrtih v sodelovanju z njihovimi projektanti. Moram reči, da so se resnično potrudili in upoštevali vse moje želje ter mi ponudili celotno strokovno podporo. Tudi postavitev hiše je potekala po pričakovanjih, kvalitetno, hitro in v dogovorjenem roku. Zunanja kuhinja je v bistvu prijetna popestritev terase, ki se raztega krog in krog paviljona. S tem lesenim nadstreškom, ki je prikrit z 8-milimetrskim debelim pleksi steklom, tako da je varen pred dežjem, so nameščena še lesena senčila, ki varujejo pred močnim soncem. Gospa Irma, večkrat ste omenili oziroma to hiško poimenovali leseni paviljon. Razumem, zakaj leseni, ampak me zanima, od kod ta uporaba termina paviljon? Paviljon je pravzaprav ena mala lesena hiška, ki je podrejena glavni stavbi in zaradi tega smo pravzaprav izbrali ta termin, ker pač nismo najdeli nekaj drugega primernega. Pa na nek način je paviljon razstava vaše stvaritve? Ne, pravzaprav je zamišljen kot povezovanje človeka z okolico. Pravzaprav, da si v paviljonu, v notranjosti paviljona in ti je na razpolago pravzaprav vsa narava okrog, da se pravzaprav napajaš z njo. Ta spoj vam je vsekakor uspel z lesom, kamnom, na zunaj ta spoj nekako trden. Greva pogledati, kako je navznoter. No, pojva pogledati še notranjost paviljona, da vidimo, kako je.
V prostoru se prepletajo različni barvni odtenki bež barve, ki dajajo prostoru eleganco in toplino. To so tudi barve, ki se jih redko naveličamo in delujejo na človeka pozitivno in pomirjujoče. Z nekaj kosi oblazinjenega pohištva v kontrastni črni barvi se razbije monotonost in poudari eleganco prostora. Dobro izbrana zofa, fotelj, pohištveni regal in ostali kosi pohištva so nujna osnova pri oblikovanju interjera. Vsi ostali dodatki dajejo ambientu tisto, kar nas običajno pritegne in očara. To so različne blazine, vaze, preproge, cvetje, pladnji, knjige, slike, okrasno posodje. To so predmeti, ki jih lahko pogosteje menjamo in tako dodajemo ambientu različne razpoloženjske note. Paviljon je sicer majhen, ampak zaradi visokega ostrešja je pravzaprav deluje izredno zračno, tudi nima nobene predelne stene, velike zasteklene površine in zato je pravzaprav ta prostor nekako zelo eleganten in deluje malo razkošno. Ja, razkošen v svojem minimalizmu. Točno tako. Tole je verjetno nosilen steber, ne? Tole je nosilen steber. Brez tega ne gre. Tole je nosilen steber, ki deluje na ta način, da pravzaprav, ker ga nismo mogli umakniti, smo ga potem poudarili. In poudarili smo ga tako, da smo ga povečali, oblekali v kamen in razsvetlili. Predvidevam, da je na nek način sreden del prostora kamin. Ja, v bistvu je dejansko kamin ena pomembnejših elementov v tem prostoru, glede na to, da je pač ognjišče bilo že od pradavnine vedno center, predstavljalo je ogenj, predstavljalo je toplino doma in zato smo postavili pač kamin na to severno steno, tako da v bistvu razmejuje nekako kuhinjski del od recimo dnevnega dela. Poleg te estetike me zanima še tehničen del tega kamina, kaj je na plin? Ja, ne, kuri se na pelete. Je pa v bistvu zanimiv, ker se lahko uporabi prižge kar z daljincem. Z daljincem? Ja. Z istim za televizijo? Ne, ni isti, ampak je pa podoben. Ja. Tako da ni v bistvu z njim pravzaprav nobenega dela, v prijetnih zimskih ali pa jesenskih večerih pa toplo greje. Kuhinja je majhna, ampak verjetno ravno tako omogoča velike mojstrovine kuharske. In ima vse, kar imajo velike kuhinje. Vse? Vse, od hladilnika. Pomivalni stroj? Ne, pomivalnega stroja pa nima, no. V kuhinjah se v zadnjem času vse več uporablja tehnični kamen silstone, ki je zelo odporen na visoke temperature in mehanske poškodbe ter popolnoma neopojen. Kaj pa ves ta preostali kamen, ki ga vidimo v prostoru, recimo nad kaminom, tem stebru, je to tudi tehničen kamen? Ne, to je pa naravni kamen. Tudi tla so iz naravnega kamna, sicer iz druge vrste. Ta na steni je pravzaprav enak kot zunanji kamen. V prostoru z vidnim ostrešjem stropna razsvetljava z izjemo velikega centralnega lestenca ni prišla v poštev. Zato so se odločili za stenske luči z dodatkom indirektne LED razsvetljave pod kuhinjskimi elementi in v stropnem vencu. Gospa Irma, tale fitness je precej razkošen. Imajo kakšnega profesionalnega športnika v družini? Ne, to ne, ampak so pa vsi zelo zagnani rekreativni športniki. In fitness v prejšnji hiši, v tej glavni hiši, jim je bil pač premajhen in zaradi tega so se pravzaprav odločili, da fitness preselijo v ta novi objekt. Imeli so samo eno tekaško progo, pa so se pa vsi kregali, kdo bo tekel gor, ne? Ne, pravzaprav ne. Naprav je bilo so bile recimo 4, ampak prostor je bil bistveno manjši in ni bilo dovolj zraka in zaradi tega je to zdaj bistveno boljše deluje. Vi ste ga v bistvu s temi ogledali še povečali na nek način, a ne? To finto sem se že naučil v ambientih. Ja, niti ne toliko povečala, ampak predvsem razsvetlila, zato ker se vse te luči v stropu, ki so tako in tako zelo močne, odsevajo še v delu z ogledali, je to še dvojna razsvetljava, tako da je zaradi tega, ker je to pač kletni prostor, bolj prijetno, da nimamo občutka te utesnjenosti. Tudi pa nenavadno. Človek bi rekel, da na nek način v taki telovadnici, da bo spodaj, kaj jaz vem, kakšna guma, kjer se lahko valaš, telovadaš, plezaš, se mečeš na nek način, je dal pa kamen. Zanimivo se mi zdi.
V bistvu so imeli zahtevo, da se dobro počisti in nič ne delajo na tleh, vse delajo na napravah, tako da ni bilo te potrebe. Uglajeni športniki. Dobro, lahko povečam na zajčka? Na zajčka. Na zajčka? 3x, 4x. Bistveni element paviljona so lesena senčila, ki dajejo nekoliko počitniški pridih, v vročih dneh pa varujejo pred pripeko. Delno odstrta dajejo paviljonu posebno čaroben videz. Mlada lastnica je prej neizkoriščeno podstrešje v večstanovanjski hiši spremenila v prostoren dom. Seveda v stanovanju vlada ženska energija in nežni pastelni odtenki. Pod ljubljanskim Rožnikom stoji večstanovanjska hiša, kjer je mlada lastnica prej neizkoriščeno podstrešje spremenila v prostoren dom, od koder ima razgled na vse 4 smeri neba. Tu je zdaj lepo mansardno stanovanje, prej je bilo pa vse prej kot tako, ne? Ja, prej je bila to neka taka Harry Potter podstreha, vse zapuščeno, nobenih sten tudi pa to, tako da jaz si niti nisem predstavljala, kaj bo iz tega, kako bo imela razporeditev, ko so me spraševali, kje bo imela kaj, pojma nisem imela nobene predstave, tako da je bilo treba v bistvu vse vtičnice kar malo večjih narediti, pač, ker nisem vedela, kje imela postavljeno in tako. Tako da zanimivo res, kaj je nastalo zdaj iz tega, no. Kaj pa sama tla, je bila ta ravnina po celem stanovanju taka, kot je sedaj, ali ste morali to... Ne, to so bili tramovi, tako da je bilo treba v bistvu potem na to višino spraviti, zato imam tam v bistvu pred sobi imam stopničke narejene, kar me je najprej malo motil. Preden sem začela živeti, pa sem ugotovila, da je to super, da lahko malo tekam gor pa dol, tako da... No, pa kar nekaj stopnic imate tudi v mansardnega stanovanja, ne? Ja, to je pa sploh rekreacija, ja, tako da... Omenili ste, da je bilo to ta podstrešni prostor neke vrste Harry Potter podstrešje, kjer ni bilo ničesar, ne vem, oken in tako naprej. Kako ste se odločili, na katerem koncu bo kakšen prostor, ker je zelo razgiban, polno imate nekih drobnih malih prostorov, večjih, manjših. Kdo je to spesnil? Ja, na začetku je v bistvu arhitekt naredil 3 variante. Ena je bila ta, da je pač ta velik srednji prostor, pa potem spalnica tista manjša, pa hodnik. Potem so bile pa še 2, da je tako več manjših sobic. In jaz sem se najprej v bistvu za eno od tistih 2 variant odločila, da bi bilo čist drugače obrnjeno vse. Potem sta me pa v bistvu 2 prijatelja pripričala, ne, boljše, da imaš en skupni prostor za druženje, in sem res vesela, da sem jo upoštevala, no, ker to je res najboljše, no. Čist drugače diha en tak velik prostor, spalnica je ta ključna, da je taka majhna. Potem je pa čista omejitev, ne, pač poslu je bilo treba, da tudi tisti prostor, kamor paše, drugače se ni dal zimprovizirati in je tako res super, no. Pa vaše stanovanje se razprostira preko celega tlorisa same hiše. Ampak ta osrednji del je največji. Koliko je to tlorisa približno? Ja, ta je približno 90 kvadratnih metrov, vse skupaj pa 130. Ampak opazil sem, da vsi ostali prostori so v bistvu relativno majhni, skromni, ja. Za razliko od tega, ki je res nekako ti odpre popolnoma nek drug pogled v prostoru, visok je, odprt, tak zračen, veder, svetu. Ja, ker več ali manj tukaj preživljam čas, pač kuhna dnevna soba, spalnica je za spat, tista majhna telovadnica, lepo zjutraj sobno kolo vozim in to je to, več ne rabim, tako da... Gospa Nina pravi, da smo globoko v sebi vsi otroci. To je že res, toda večina ljudi to skriva. Nina pa otroka v sebi skrbno neguje. V njenem domu so tako svoje mesto dobile plišaste igrače, 52 dekorativnih metuljev in številni drugi okraski, ki jo spominjajo na ljube ljudi in dogodke. Pri Nini zagotovo ne moremo zgrešiti z drobno pozornostjo v rožnati ali vijolični barvi. Se pravi, to sem še želel vprašati, glede barvne postavitve v vašem stanovanju. Vsak košček ima neko svojo prevladujočo barvo. Zakaj je ravno roza, vijolična?
Zakaj te barve? To so moje barve. To je Ženska moje- energija. Tako, ja. Pravijo, da je vijolična nekak čustvena inteligenca in to. Aha. Kaj pa tisti medvedki v spalnici? Večni otrok? Večji otrok, tako ja. Tudi kakovostno pohištvo, ki ga je v glavnem po meri izdelal družinski mizar, je seveda opremljeno z detajli v Nininih najljubših barvnih odtenkih. Opazil sem, da ste celo velika ljubiteljica srčkov. Lahko bi uganil, kater avto je vaš. Po stopnicah navzgor sem opazil srčke v teh nekih vzorcih na ograji, potem tudi v kopalnici jih imate na steklu, ko se tuširate. Kaj to pomeni? Kaj? Želja po ljubezni? Ja, verjetno se nekako si želimo ljubezni, ne, in jo najdemo na svoj način. Kaj pa pri sami realizaciji opreme notranjosti stanovanja, vam je kdo pri tem pomagal? Ja, moj oče je dosti sodeloval, on se Aha, tudi malo s tem ukvarja, ja, tako da potem tudi malo te metuljčke razporejo, pa tako. A ja, celo to? Celo to, ja. A to so bile mogoče kakšne njegove ideje, kje naj bi to bilo postavljeno? Skupaj, jaz sem pač rekla tukaj, pa tukaj, on je pa potem meril, da bo to malo simetrično. Pa Aha, tako, se ja. pravi, ta ljubezen do metuljčkov je neke vrste genska, ne? Očitno je to v Očitno družini. je to Ja. tako, ja. Ja, opazite, da je prostor precej odprt, zanimiv, razgiban, tudi s temi tramovi, pa precej svetu, ne? Ja. Ste Super. namenoma uporabili toliko zelo veliko oken? Ja, Meni to se zdi precej oken. No? To so svetovali od Veluxa, v bistvu najprej na enem delu, na zahodnem delu so bila samo spodnja, potem smo pa hitro ugotovili, da bo treba še zgornja, da bo še bolj svetlo. Jaz sem najprej mislila, da bo mogoče potem prevroče, ampak ne, super je. Svetloba je, vroče ni, ker ta zunanja mrežasta senčila super pač zadržujejo vročino, tako da... Kaj pa to igrajčkanje z daljincem, odpiranje, Ja, zapiranje to pa tudi oken, je to zabavno. praktično? Ja. Je zelo, jaz recimo naštimam, kdaj se sam odpira, ker me velikrat ni doma, tudi za vikende, ob katerih urah odpira, zapira, tako da še nikoli ni kaj zamakalo not, očitno vse deluje. Ni, tudi tehnika ni zatajila. Ne, res nikoli. Tako da je fajn. Pa. V glavnem en svet v malem je to, no, jaz pravim, to ni stanovanje, ampak to je res en svet. In vidim, tudi ljudje se dobro počutijo tukaj, tako da če se kdo slabo počuti, pol mu pa res ne pomoči tukaj. No. Ker si vedno več mladih dom ustvari pod streho družinske hiše, smo se o pravilni vgradnji oken v mansardi pogovarjali s predstavnico danskega podjetja, ki je pri Slovencih sinonim za strešna okna. Gospa Katja, ali pri svojem delu opažate, da je v Sloveniji vedno več mansard? Vsekakor opažamo trend, da se mladi odločajo živeti pri starših in si urediti mansarde pri starših, ne pa za novogradnje. Vi ste poskrbeli za okna v tem stanovanju. Se mi zdi, da jih je kar precej. Ja, 13 strešnih oken je tukaj. Je kaj posebnega, kar je treba paziti pri vgradnji ali pa postavitvi oken? Če so strešna okna edina okna v prostoru, potem je pomembno, da so postavljena na takšno višino, da sedeča oseba vidi ven, ima pogled na okolico. To je v običajnih nadstropjih zelo logična rešitev, medtem ko v mansardah se pogosto zgodi, da so strešna okna previsoko vgrajena. Pri tem je pomemben tudi način odpiranja strešnih oken. Ročica za odpiranje zgoraj omogoča enostavno odpiranje tudi takrat, ko je pohištvo pod oknom in hkrati zagotovimo tudi višino takšno, da oseba ven vidi. Okna so elektrificirana, upravljamo pa jih s praktično upravljalno tablico, ki ponuja nadzor zračenja, senčenja in premore celo samodejni dopustniški program. Dejansko imamo na zunanji strani mrežasto senčilo, ki uspešno zadržuje vročino poleti. Je pa tudi možnost zunanje rolete, ki tudi popolnoma zatemni in zaščiti okno ne samo pred vročino, tudi pred neurji, točami in podobno zadevo. So pa tudi na notranji strani senčila, ki so pa namenjena bolj senčenju oziroma dekoraciji. Ko ste ravno omenili točo, obstaja kakšna nevarnost za te steklene površine, da zaradi nekakšnih zunanjih vremenskih vplivov pride do poškodb, vdora vode, mogoče snega? Strešna okna imajo takšna stekla na zunanji strani, da so, tako strokovno rečeno, kaljena, kar pomeni odporna na udarce, recimo točo. Je pa tudi druga varianta, da so stekla na notranji strani lepljena, si predstavljate kot pri avtomobilu. Si ne predstavljam, kaj točno to pomeni, da so lepljene na notranji strani? To pomeni, da če se ga udari, če se razbije, se ne razleti.
Ostane v bistvu razpokano, ampak v enem kosu. V enem kosu, tako. To je predvsem primerno za kakšne otroške sobe ali spalnice, oziroma ko je okno višje, če je nevarnost, da se lahko poči oziroma razbije. Prostorna mansarda pod Rožnikom zaradi obilice svetlobe po kvaliteti bivanja prav nič ne zaostaja za stanovanji s klasičnimi stropovi. Razgled, ki ga ponuja, pa tipična ljubljanska domovanja celo močno prekaša. Kje najti dobro idejo za prenovo stanovanja? Ja, včasih se res zdi, da nikoli ne bomo našli tistega, kar iščemo. Spet drugič se dobra ideja utrne ravno takrat, ko najmanj pričakujemo. Ko je arhitektka Marjetka Pajk slišala zahtevo svojih naročnikov, bi lahko odločno rekla ne. Ampak ni. Zahteva, ki bi lahko bila za marsikoga ovira, je zanjo postala nepričakovan vir navdiha. Gospa Marjetka, ko sem stopil v tole stanovanje, mi je seveda najprej v oči padla tale slika, na nek način slika, ki naju gleda. Ta slika že dolgo časa gleda v prostor. Slika je tukaj visela še, ko je bil tukaj atelje. V tem stanovanju je bil atelje? V tem stanovanju je bil atelje in mi smo dva večja prostora predelali v eno manjše stanovanje, dodali smo na novo eno predsobo, zazidali vrata in ustvarili dve bivalni enoti, predelali kopalnico in še eno mini kuhno naredili. Aha, pravite, da ste zazidali vrata. Je to ta navidezna druga slika? Ta navidezna druga slika, torej tukaj smo zazidali vrata, ki pa so nekako delajo družbo tem nasproti, katera smo pa tudi odstranili. Zato, da smo dobili bolj odprt prostor, ki nas pripelje v spalnico in kopalnico. Ampak občutek vrat ste pa vseeno ohranili s tem vratnim obokom. Ta leseni okvir nam je bil zelo všeč. Točno to leseni. In je tudi poudaril prostor in dodal mu neko svežino s to belo barvo. Zdaj, če izhajamo iz te slike, čeprav razumem, je bila to tista zahteva naročnika, da ta slika mora biti v stanovanju, in iz te slike ste na nek način izhajali, ne? Tudi barvno. Cela zgodba je šla iz te slike, tudi zato sem poleg barv izbrala tudi zelo preprosto opremo. Vidimo, da tukaj so linije zelo ravne, ni neke posebnih detajlov, razen barvnih. Ampak je nekaj modernega, malo abstrakcije noter. Tako, zato je tudi cela ta zgodba tako narejena. Siva barva pa je namenoma bila izbrana, ker zelo pomirja in nekako to sliko umiri, da ni moteča v prostoru, ker prostor sam po sebi ni tako velik. Kuhinja je videti seveda zelo majhna, kot pritiče takemu majhnemu stanovanju, ampak hkrati se mi zdi pa ravno ti prehodi, ki so okrog kuhinje, jo delajo na nek način večjo. Večjo in posebno. Prehodi so čisto udobni, v vhodu je širši, so bila vrata, ki smo jih tudi odstranili, tako da je bolj udoben vhod, tukaj pa ravno za potrebe kuhinje. V vašem domu lahko vedno prijetno diši. Gisa, ultrazvočni razpršilnik eteričnih olj, vam odišavi prostor in izboljšuje kakovost zraka. Prelivajoča barvna svetloba in glasba zaspa vzdušje v vašem domu. Dobavitelj v Sloveniji je Medi Sanus. Kaj pa ta igra vzorčkov barv v kopalnici, na samih ploščicah? Sem videl, tam je tudi precej neke živahnosti, čeprav se poigravata samo dve barvi, črna in bela, siva je pa ravno nekje vmes. Mečkana, ne. Samo smo tudi tja vlekli to zgodbo s temi vzorčki. V tuš kabini smo dali ploščice, prikupne rožaste črtace vzorčke, zato ker tudi imela sem namen dati celo kopalnico v črni barvi, ker ima tudi veliko okno in je zelo osvetli z naravno svetlobo, ampak iz izkušenj vemo, da se na črnih ploščicah zelo pozna vodni kamen. In sem se zato odločila v nekaj takega, da se to pač tudi skrije, če do tega pride, in tudi sicer poživi to kopalnico, ki je zelo podolgovata.
Vrata vanjo so steklena, zato se zdi hodnik nekoliko večji. Prostor zanj so ukradli spalnici. Ker ima visok strop, ni nič moteče, da je nekoliko manjša. Tudi siva barva sten deluje prijetno. Razbijata jo razgiban predalnik, pa belina omar in počivalnika. Nikar se torej že vnaprej ne odrecite barvam, za katere nekako velja, da negativno vplivajo na naše počutje. Če jih pravilno uravnovesite z drugimi barvnimi odtenki, lahko dobite harmoničen in umirjen dom, kakršen je tale. Karkoli sta zakonca Voglar naredila, svoje dnevne sobe in jedilnice, obitih s temnim opažem, nista mogla posvetliti. Ko pa sta sten potrgala opaž, sta sprožila plaz, ki je vodil v temeljito prenovo. Andreja Voglar je bila zadovoljna življenjem v hiši, ki jo je z družino podedovala, vendar se že nekaj časa ni več počutila prijetno v dnevni sobi povezani z jedilnico. Ta prostor je bil prej zelo temen. Dnevna soba in jedilnica, vse je bilo zelo temno. Po stenah je bil temen les, enako po stropu temnorjav les. Parket je bil temen, omara temnorjava, peč, kamin je bil temnorjav, vse je bilo zelo temno. Z možem sta sklenila prostor nekoliko osvežiti. Kupila sta belo mizo in z njo nadomestila staro, ker pa se ni ujemala s temnim opažem na stenah, sta ga odstranila. Čeprav sta sprva nameravala zamenjati le nekaj kosov pohištva, sta z vsako novo spremembo spoznala, da je potrebna še ena. Sva si pa že dalj časa želela pravzaprav svetu prostor in sva rekla, evo, ne načrtno, ampak je tako se izšlo, pa pač zdaj greva v temeljito prenovo. Vsak član družine je pa prispeval kakšen detajl. Recimo sin, poleg tega, da je skrbel za tehniko, je izrazlal vrtnico za v parket. Mož, oče družinski, je naredil ložo za kipec na steni. Otroci so pobarvali stole, sami smo pretapicirali stole. Stole smo potem okrasili še z imeni, otroci so izrezali vsak svoj motiv, pa sta naredila srčke. Mož, ki ima malo bolj umetniško roko, je izpisal imena, pa okrasil stole. Hči je naredila lonček za rože, pač povsod je mnogo detajlov, osebnega pečata. Trije stari lestenci so zares zasijali šele, ko je dnevna soba postala svetla in prav zaradi nevtralnih barv pa je lahko hčerko kadarkoli spremenita po svojih željah. In radi potem večkrat spremeniva barvo celega prostora, zamenjava recimo vse pavštre v vijolične odtenke, naslednjič v zelene, pomladne. Prilagodimo rožam, šopke zamenjava, popolnoma spremeniva barvo, prilagodiva vzdušju in mogoče praznikom.
Vabim vas, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si. Hvala, ker ste bili z nami in ne pozabite na nas prihodnji teden, ko si bomo ogledali nagrajeno skandinavsko hišo na Visokem pri Ljubljani, malo študentsko stanovanje ter spoznali, kaj je to homestaging.